Drage gledalke in dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Petek je na kanalu televizije Slovenj Gradec Čas za šport in oddajo Športni tednik Koroške, ki si jo lahko gledate tudi na kanalu KTV Dravograd. Tudi danes bomo, tako kot vsak petek ob 18. uri, skupaj pregledali športno dogajanje v naši regiji, zato vas vabim, da še naprej ostanete v naši družbi. Začenjamo na nogometnih zelenicah, kjer je dogajanje na vrhuncu. V večini lig, kjer nastopajo koroške ekipe, se namreč približujemo končnim odločitvam. V Štajerski nogometni ligi je bil minuli vikend odigran 22. krog. Zelo zanimivo srečanje so lahko gledalci spremljali v Dravogradu, kjer sta se pomerili trenutno drugovrščena ekipa nogometnega kluba Koroška Dravograd in tretjeuvrščena ekipa nogometnega kluba Radlje. Večina izmed 600 gledalcev je domov odhajala zadovoljnih, saj so domači zmagali z 2-0 in se s tem še utrdili na drugem mestu na lestvici. Svojo prednost pred Radljčani so povišali na 6 točk. Zadetka za zmagovalce sta dosegla Tilen Stefanović v 5. minuti in Nik Fasvalt v 88. Obe ekipi bosta v naslednjem krogu igrali pred domačimi gledalci. Dravograjčani bodo gostili ekipo Lenarta, v Radljah ob Dravi pa bodo gostovali igralci nogometnega kluba Šoštanj. Vodilna ekipa lige, Ravenski Fužinar, je dosegla novo prepričljivo zmago. Tokrat je bila s 5-2 boljša od ekipe Žalca. Gostje so celo dvakrat vodili, po izenačenem prvem polčasu pa so Ravenčani v drugem izkoristili svojo kvalitetno premoč in slavili zanesljivo zmago. Dvakrat je zadel Juraja, po enkrat pa so zadeli Kovačič, Oder in Stočko. Ravenčani so tako še naprej zanesljivo na poti k naslovu prvaka Štajerske nogometne lige. 4 kroge pred koncem imajo pred najbližjimi zasledovalci ekipo nogometnega kluba Koroška Dravograd 8 točk prednosti. V naslednjem krogu bodo gostovali v Zrečah. Igralci Petsejšen na Koroškem, ki se borijo za 5. mesto, ki v prihodnji sezoni še zagotavlja igranje v 3. slovenski nogometni ligi, so v tem krogu na domačem igrišču remizirali z ekipo nogometnega kluba Zreče z rezultatom 0-0. Petca tako ostaja na 8. mestu, za 5. mestom, za katerega se bori kar 6 ekip, pa zaostaja le 2 točki. V 23. krogu se bodo v gosteh pomerili z ekipo Tehnotima Pesnice. Brez možnosti za uvrstitev na 5. mesto pa so igralci nogometnega kluba Slovenj Gradec, ki so v tem krogu na gostovanju v Limbušu proti ekipi nogometni klub Marles Hiše izgubili za 0-2. Slovenjgračani tako ostajajo na zadnjem mestu v 14-članski Štajerski nogometni ligi, v prihodnjem krogu pa se bodo na domačem igrišču pomerili z ekipo Kovinarja iz Štor. Poglejmo rezultati 22. kroga, kako izgleda lestvica in pare prihodnega 23. kroga, ki bo na sporedu ta vikend. V prvi članski ligi Medobčinske nogometne zveze Maribor še naprej zelo uspešno nastopajo igralci nogometnega kluba Korotan iz Prevalj. V tem krogu so na gostovanju v Mariboru pri ekipi Brunšvika sicer remizirali, a kljub temu še naprej ostajajo vodilni na lestvici. Pred drugovrščenimi Dobrovcami imajo 6 točk prednosti. V prihodnjem krogu bodo na domačem igrišču gostili ekipo Marjete. Obetajo si nove zmage in novih 3 točk, s katerimi bi bili še korak bliže k naslovu prvaka v prvi članski ligi Medobčinske nogometne zveze Maribor. Po zadnjih informacijah strani Nogometne zveze Slovenije bi prvo mesto v tej ligi naj prineslo možnost igranja dodatnih kvalifikacij za uvrstitev v 3. slovensko nogometno ligo, tja, kamor si Prevaljčani gotovo zelo želijo. Kot rečeno, bodo morali zato premagati 2 tekmeca v dodatnih kvalifikacijah, a na Prevaljah so samozavestni in odločeni, da jim bo to tudi uspelo. Še prej pa bodo morali uspešno zaključiti tekmovanje v prvi članski ligi MNZ Maribor. V igri pa so tudi še v pokalnem tekmovanju, kjer se borijo za uvrstitev v pokal Hervis. V tem pokalu tekmujejo tudi najboljše slovenske nogometne ekipe, zato bi lahko v prihodnji sezoni na Prevaljah zopet gostovalo katero izmed najboljših slovenskih nogometnih moštev. Pa si poglejmo, kako izgleda lestvica v prvi članski ligi Medobčinske nogometne zveze Maribor, 5 krogov pred koncem tekmovanja in kakšni so pari prihodnega kroga.
Na Koroškem, natančneje v Slovenj Gradcu, lahko nogometni navdušenci spremljajo tudi boje ženskih članskih ekip. Ženski nogometni klub Preša Slovenj Gradec namreč že vrsto let uspešno nastopa v slovenski ženski nogometni ligi. V preteklosti so se igralke tega kluba borile tudi že za naslov prvakinj. V letošnji sezoni pa je po pomladitvi ekipe sledil pričakovan zdrs po lestvici. Kljub temu pa v klubu ne obupujejo, ravno nasprotno, še naprej trdo delajo in verjamejo, da se bodo v prihodnosti zopet vrnili na mesta, na katerih so nekoč že bili. Minuli vikend je bil odigran 17. krog. Slovenjgračanke so se na domačem igrišču pomerili z ekipo ženskega nogometnega kluba Rudar Škale. Gosti so bile boljše z 2-0. Gledalci pa so videli zelo zanimivo nogometno predstavo, v kateri je domačinkam za pozitiven rezultat zmanjkalo tudi nekaj športne sreče. O dosedanjem delu sezone in še čem smo se pogovarjali z direktorjem kluba, Samom Vezonikom. Samo lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Odigran je bil 17. krog Slovenske ženske nogometne lige, v kateri nastopa 9 ekip. Vaša ekipa je trenutno na zadnjem mestu z 1 zmago in 3 osvojenimi točkami. Kako bi vi ocenili dosedanji del sezone? Ja, žal res smo na zadnjem mestu. Trudimo se z novo, mlado ekipo. Imamo večinoma domače igralke. Res je, zapustilo nas je v predpretekli sezoni 9 igralk, ki so bile ključne, odšle so v drugi klub. Bila je težava, komaj smo obdržali klub, zato imamo res samo mlade igralke, večinoma domače in delamo samo z domačimi igralkami. Bomo se trudili, da nam uspe, da pridemo spet nazaj tam, kjer smo že bili. To je bilo malo pod vrhom, žal nam ni uspelo. Lahko bi pa rekli, da je 13-tica v letošnjem prvenstvu kar nekoliko srečna za vaše igralke. V 13. krogu, ki je bil odigran 13. aprila, ste namreč pred domačimi gledalci premagali ekipo ženskega nogometnega kluba Maribor, ki je sicer tretji na lestvici. Kako pa, kje vidite razloge, da niste osvojili mogoče kakšne točke več proti ekipam iz spodnjega dela razpredelnice? Glejte, nogomet je tudi sreča, včasih nam spodleti, ne klapa še čisto vse tako, bi moglo. Trudimo se, tudi zato proti Mariboru je nam uspelo. Upamo, da bo naslednjo sezono več takih tekem. Ja, to je bil nedvomno dokaz, da tudi vaše punce lahko pokažejo odlične predstave. Kakšni so bili pa cilji pred sezono? Kakšne cilje so si zastavili? Ja, cilji so bili mogoče kakšna tekma več. Malo več veselja, ampak žal, ne gre vse. V vaši članski ekipi, kot ste že omenili, nastopajo zelo mlade punce, nekaj med njimi je starih tudi 15 in 16 let. Po drugi strani pa je to dokaz, da se v vašem klubu zelo kvalitetno dela z mladimi, glede na to, da so punce pri tej starosti že sposobne igrati v članski kategoriji. Koliko selekcij pa deluje v okviru vašega kluba? Ja, v našem klubu je U15, to so punce stare okrog 15 let, 14-15 let. Bom rekel, da je zelo težko prepričati punce. Na našem koncu je ogromno športov, tu je rokomet, je odbojka in vse ostali športi, ki so tudi interesantni za punce, ampak se trudimo prepričati, upamo, da nam bo uspelo. Ja, kvalitetno delo z mladimi je zagotovo ena izmed oziroma edina pot za vaš klub. Seveda, mogli bi še potruditi se z še mlajšimi selekcijami, se pravim, težko je, trudimo se. Naslednjo sezono moramo štartati z U17. Imamo pogovore z Fužinarjem, ki zelo dobro dela tudi, je tudi kvaliteten na mladinskem področju. Imajo tudi dobre rezultate, so žal boljši od nas. Ampak upam na sodelovanje in da se bomo dogovorili, da ustvarimo na Koroškem in kvaliteten ženski klub z skupnimi močmi, kar je nujno potrebno. Ja, ste edini klub za člansko ekipo v Koroški regiji, omenili ste že Fužinar, kako pa v ostalih krajih, kako je kaj zanimanje za ženski nogomet? Ja, v Radljah imajo tudi dela z mlajšimi selekcijami. Upam tudi za njihovo sodelovanje, bomo v dogovoru z njimi. Upam, da nam bo še malo zveza pomagala in da žal je pa to, da finančno je pa zelo težko. Mi imamo poti, tudi naslednjo sezono, ki nas čaka, imamo vse stroške, ki nas bremenijo, so tudi prevozi. To je Krka, Pomurje, po celi Sloveniji. Finančno je kar težko.
Ja, razmerje moči v ženskem slovenskem nogometu se v zadnjih letih spreminja iz sezone v sezono. Vaš klub se je denimo pred parimi sezonami boril za sam vrh lestvice, podobno kot tudi ženski nogometni klub Krka, ki je trenutno na 8. mestu. Kje vidite razloge za to? Se pravim, to je težko je za kadrom, a ne? In punce je tudi težko je dobiti kader. Pa verjetno tudi finance. Tudi, absolutno. Finančno je pa podobno našemu gospodarstvu. Kako pa ste kaj zadovoljni za podporo okolja, v katerem delujete? Bi pohvalil navijače, ki pridejo na tekmo. Jih je še kar številno, pa upam, da se jih bo udeležilo še več in da bomo imeli še več podpore. Mi pa se bomo trudili z rezultati. Pa če pogledamo še malo v prihodnost, kakšni so cilji za naslednjo sezono? Upam, da bomo više. Samo hvala lepa za odgovore in srečno v nadaljevanju sezone. Z nogometnih igrišč pa v rokometne dvorane. V prvi B državni rokometni ligi, v kateri zelo uspešno nastopajo igralci rokometnega kluba Slovenj Gradec 2011, je do konca tekmovanja ostal le še en krog. Ta bo na sporedu ta vikend, igralci Slovenj Gradca pa bodo gostili igralce Grosuplja. Glede na to, da so Slovenjgračani trenutno na prvem mestu na lestvici, jim zmaga zagotavlja naslov prvaka v prvi B ligi. Že nekaj krogov pred koncem tekmovanja pa so si zagotovili tudi napredovanje v prvo slovensko rokometno ligo. Tam bodo tudi v prihodnji sezoni merili moči z rokometnim društvom Loka 2012, s katerim so se pomerili tudi v predzadnjem krogu tekmovanja v prvi B ligi. Tekma je bila na sporedu 10. maja, zmage z 26-24 pa so se veselili domačini. Zelo zanimiva tekma na prvoligaškem nivoju in pred polnimi tribunami dvorane Poden v Škofji Loki je torej dala še drugega potnika v prvo slovensko rokometno ligo. Ni pa še dala odločitve o naslovu prvaka. Kljub porazu je ekipa rokometnega kluba Slovenj Gradec 2011 še vedno v najboljšem položaju, saj jim kot rečeno zmaga zagotavlja ta naslov. Sicer pa sta bila na tekmi v Škofji Loki najbolj učinkovita pri gostih Franci Poklič z 8 zadetki in Vitlevc z 5. Pri domačih je bil s 15 nezaustavljiv Darko Cingesar. Slovenjgračani so vodili večji del tekme do rezultata 16-19. V zadnjem delu tekme pa je domačim uspel preobrat in veselili so se zelo pomembne zmage. Verjamemo, da se bodo igralci rokometnega kluba Slovenj Gradec 2011 zelo pomembne zmage veselili jutri, ko v Slovenj Gradcu, kot rečeno, gostujejo Grosupeljčani in ko imajo domači zelo lepo priložnost, da na najboljši možni način z naslovom prvaka prve B lige zaključijo sezono 2013-2014. Igralci obljubljajo borbeno predstavo, v klubu pa pripravljajo zelo zanimivo spremljevalno dogajanje, zato vsi ljubitelji rokometa te tekme, ki se bo začela ob 20. uri, nikakor ne smete zamuditi. Poglejmo še preostale rezultate 21. kroga, lestvico in pare zadnjega 22. kroga v prvi B državni rokometni ligi. Še naprej ostajamo v dvoranah, rokometni parket pa bomo zamenjali s tatamijem. Sezona judoistov je v polnem razmahu. Tekmovanja v različnih kategorijah si sledijo eno za drugim. Tekmovalci v članski kategoriji so pretekli vikend svoje moči merili v Mariboru na tradicionalnem 53. turnirju za Baumgartnov pas. V konkurenci članov je nastopilo 42 tekmovalcev iz 4 različnih držav, iz Avstrije, Hrvaške, Srbije in Slovenije. V kategoriji članov do zelenega pasu je nastopil tudi predstavnik judo kluba Akron Slovenj Gradec, Urh Podpečan, ki pa tokrat žal ni dosegel nobene zmage in je turnir končal na 4. mestu. Že v prejšnji oddaji pa smo poročali o velikem uspehu Davida in Roberta Mesariča, ki so na prvem odprtem prvenstvu Hrvaške v judokatah osvojila prvo mesto. Pred odhodom na Evropsko prvenstvo v judokatah, ki bo na sporedu konec meseca maja v Italiji, smo jo povabili pred naš mikrofon. Povedala in pokazala sta nam marsikaj zanimivega. Pa poglejmo. Robert in David, lepo pozdravljena. Najprej čestitke za osvojeno prvo mesto na prvem odprtem prvenstvu Hrvaške v judokatah. Večina ljubiteljev juda pozna judo, zaradi tega, ker naše judoistke in judoisti dosegajo odlične rezultate tudi na velikih tekmovanjih. Judokate pa širše javnosti niso tako znane, bi nam jih lahko malo opisala?
Ja, res je. Pri nas sploh v Evropi je najbolj popularno pač judo borbe na tekmovanjih, ne. Kate pa delamo večinoma na treningih oziroma ko se učimo za pasove, za prvi dan črni pas, moramo znati nageno kato, to je tehnika metov, to je tudi ta kata, ki jo midva delamo, za drugi dan potem še eno zraven in tako naprej. Kar se pa tiče tekmovanj, smo se pač midva zdaj malo bolj odločila, da gremo tudi v to, pač malo več treninga smo posvetila temu in smo pač v Sloveniji bolj kot ne zdaj edina, ki se pač uvrščamo na recimo Evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo in tako naprej, ne. Razlika med klasičnim treningom juda, ne, se pravi randori, borbe in pa med katami je pač to, da v katah so tehnike v določenem zaporedju, točno so predpisani gibanje, kako si meti sledijo drug drugemu, vse je bolj formalno, ne. Medtem ko v randorju, v borbi pač izvajamo tehnike v gibanju, iščemo svoje prijeme, razmišljamo, kako bi nasprotnika vrgli in tako naprej, ne. V kati je pač, ne vem, on je moj partner, ne, moj brat, z njim delamo skupaj kato, on recimo napade, jaz moram prevzeti pobudo in izvesti tehniko. Najprej v eno stran, potem v drugo stran in tako, recimo nageno kata je 15 metov, levo v desno. To je to. Če se zato bi nam to kasneje tudi pokazala. Zdaj pa kaj pa potrebuje judoist, da ni dober samo v borbi, ampak da je tako kot videl dober tudi, oziroma odličen tudi v judo katah? Kaj potrebuje? Kot sem rekel, trening kate in randori se dopolnjujeta, ne. Mi tudi z otroci vadimo kato na treningu, tako da eno in drugo je treba znati, ne, vsaj do neke mere. Recimo, če si dober v kati, boljše razumeš principe, ki so potrebni za izvedbo določenega meta, določene tehnike in to lahko uporabiš v borbi, ne. Ja, konec meseca pa potujete tudi na Evropsko prvenstvo v judo katah, ki bo v Italiji, natančneje 24. in 25. maja. Kaj pa pričakujete od nastopa na tem prvenstvu? Ja, to je zdaj za naju že tretje Evropsko prvenstvo. Predlani smo bila 6., lani 7., tako da letos pričakujemo recimo uvrstitev med prvih 5, mogoče celo za medaljo. Pač kate so pač tako, ne, moraš biti vsaj par let v tem, da postaneš res dober, ne, da zgleda nekod. Ja, mi držimo pesti, da vam bo uspelo. Kot ste rekel, se treningi dopolnjujejo, pa verjetno vseeno v zadnjem času na treningih malo več časa posvečata judo katam in ne toliko borbam. Pač midva zdaj smo že toliko dobro v tej kati, da potrebujemo bolj kot ne samo da izpilimo tehnike, ne, se pravi recimo ponavadi po normalnem treningu recimo še pol ure ali pa 1 uro izvajamo kato ali pa pred treningom, pač vse skupaj, ker tudi za kato rabiš kondicijo, se pravi moraš biti gibčen, moraš trenirati tudi z ostalimi na treningu, da ostaneš v formi. V redu, hvala lepa za odgovore. Seveda vama obema želim uspešen nastop na tem Evropskem prvenstvu, da boste uresničili svoje cilje. Zdaj bi vaju pa prosil, če meni in gledalcem predstavite malo. V polnem razmahu so tudi atletska tekmovanja. V nedeljo 11. maja je v Ljubljani potekal atletski pokal Slovenije za mlajše mladinke in mladince. Udeležilo se ga je 8 atletov atletskega kluba Slovenj Gradec.
Tjaša Lepej, Veronika Pisnik, Zala Bricman, Žiga Pečnik, Žiga Andrejc, Tine Glavič in Jaka Pogorevc. Tine Glavič in Jaka Pogorevc sta v teku na 800 metrov osvojila odlično drugo in tretje mesto. Žiga Pečnik, Žiga Andrejc, Jaka Pogorevc in Tine Glavič pa so v štafeti 4x300 metrov osvojili bronasto medaljo. V soboto 10. maja je v Šentjurju potekal tradicionalni atletski miting, ki se ga je udeležilo tudi 30 atletov atletskega kluba Slovenj Gradec. V članski konkurenci se je zelo izkazala Maja Pogorevc, ki je z rezultatom 39,29 sekunde v teku na 300 metrov osvojila zlato medaljo. Uspešno so nastopili tudi atleti v mlajših kategorijah. Mitja Kordeš je osvojil srebrno medaljo v teku na 300 metrov in bronasto v teku na 60 metrov. Bronasti medalji sta v metu vorteksa osvojila tudi Mark Verčnik in Nika Pogorevc. S tem pa tudi zaključujemo današnji pregled športnega dogajanja na Koroškem. Tudi vikend, ki prihaja, prinaša zelo pester program športnih prireditev v naši regiji, zato izkoristite priložnost in si katero izmed njih oglejte v živo. V soboto 17. maja ob 17. uri si lahko na štadionu v Slovenj Gradcu ogledate tekmo Štajerske nogometne lige med ekipama Nogometni klub Slovenj Gradec in Nogometni klub Kovinar Štore. Le 2 uri kasneje se bo v Radljah ob Dravi odvila še ena tekma te lige. Moči bosta merili ekipi Nogometni klub Radlje in Nogometni klub Šoštanj. Naprej valja bo tekma prve članske lige med občinske nogometne zveze Maribor med ekipama Korotanj in Marjeta. Tekma se začne ob 18. uri. Ob 20. uri bo v športni dvorani Slovenj Gradec tekma prve B državne rokometne lige med ekipama Rokometni klub Slovenj Gradec 2011 in Rokometni klub Grosuplje. V nedeljo 18. maja ob 17. uri pa si boste lahko v Dravogradu ogledali še eno tekmo Štajerske nogometne lige in sicer se bosta pomerili ekipi Nogometni klub Koroška Dravograd in Nogometni klub Lenart. Poleg teh bo tudi veliko tekmovanj športnikov mlajših kategorij v različnih športih. Prav vsak izmed njih bo vesel vašega obiska, zato si vzemite čas in obiščite katero izmed številnih športnih prireditev. Za tiste, ki pa vam to ne bo uspelo, na kanalu televizije Slovenj Gradec v okviru športne nedelje pripravljamo posnetek rokometne tekme med Rokometnim klubom Slovenj Gradec 2011 in Rokometnim klubom Grosuplje. Začnemo ob 15. uri, vabim vas k ogledu. Po oddaji pa vas vabim k ogledu kratkega športnega filma z naslovom V črni, belo, barvno pisano, ki ga je posnel Jani Hercog. Preden pa se čisto zares poslovim, bi vas povabil k temu, da nam pišete na naš elektronski naslov sportnitednik@tvsg.si. Veselimo se vaših pripomb, pohval, vprašanj in informacij o športnem dogajanju na Koroškem. Hvala za vašo pozornost, upam, da ste v naši družbi uživali in da se nam boste zopet pridružili prihodnji petek ob isti uri na istem kanalu. Do takrat pa čim več športnih užitkov in nasidenje.
Think of all the stories that we could have told.